Stanovalci stanovanjskih skupnosti Doma na Krasu, ki bi se po odločbi gradbenega inšpektorja morali nemudoma izseliti, ostajajo v svojih prostorih. Ukrep inšpektorja je v javnosti sprožil številne odzive, od ogorčenja do javne podpore zavodu Dom na Krasu. Predstavniki lokalne civilne iniciative pa so izrazili zadržke do sobivanja z ljudmi s posebnimi potrebami. Popoldne so se vsi vpleteni sestali na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Matej Polšakčuk. Ker naj stanovanjski skupnosti v Sokanju v Renčah, kjer živi 12 stanovalcev s posebnimi potrebami, ne bi bili pravilno klasificirani glede na namen uporabe, je inšpektor odredil prepoved uporabe objektov. Mi na obe odločbe smo se pritožili in v bistvu postopek je v teku. Da rešijo težavo, je bila ustanovljena medresorska delovna skupina. Nedopustno je, da bi se ta odločba izvršila, še posebej pa se mi zdi tako res neprijetno to, kakšne stiske povzroča v življenjih ljudi, ki v teh stanovanjskih skupinah živijo. Vpleteni so se danes sestali z ministrom Maljevcem. Prisotni so bili tudi predstavniki novogoriške neuradne civilne iniciative, ki izraža strah pred naselitvijo novih sosedov na Prvomajski ulici, kamor naj bi stanovalce s posebnimi potrebami preselili do poletja. Tukaj so jasno izraženi neki strahovi, da kdo bo prišel, kaj bo prišel in tako naprej. In tlele iz tega največ izvira. Tu so strahovi dejansko neupravičeni, ni, da se osebe samo preseli v stanovanje, nudi se jim sooskrbo, ki jo potrebujejo in ta je prilagojena posamezniku. Strahovi nekaterih posameznikov so seznanjeni tudi na novogoriški občini. Ker gre za naše okolje, kjer vsi mi živimo, si želimo, da se situacija razreši v obojestransko zadovoljstvo. Zaustavitev procesa deinstitucionalizacije bi pomenila velik korak nazaj, poudarjajo odgovorni. Bojimo se trenutka, ko bo majhna iniciativa oziroma kdorkoli začel odločati, kje naj živi nekdo, ki pravzaprav je malo drugačen. Veste, pol se vrnemo v neke druge čase. 80 let nazaj. Cilj ministrstva je namreč, da v 10 letih razselijo še 3000 ljudi, ki še vedno živijo po institucijah.